Gosti bodo sedeli v prvih vrstah, tako da vabljeni, če boste želeli karkoli komentirati, da lahko tudi iz prve vrste komentirate. Sicer pa dober dan, lepo pozdravljeni na prvi okrogli mizi, ki nosi naslov Sosežig, šaleška prihodnost. Izjemno zanimanje, nabito polna dvorana in predvirje kažejo, da je sosežig aktualna tema, da so prebivalci zaskrbljeni, zato ker se o aktivnostih, ki bodo ključno zaznamovali prihodnost okolja, kjer živijo naše družine, kjer bodo živeli njihovi otroci, njihove vrednosti. Zato smo se, zdaj pa draga ekipa, prosim, da ostanete, z močno željo in ciljem združiti prebivalce Šaleške doline, zbrali nazorsko različni posamezniki in organizirali kot šaleško ekogibanje. Združujemo znanje, energijo in moč. Ob preseganju političnih in drugih interesov želimo sodelovati pri usmerjanju okoljske politike v Šaleški dolini, ker je to ustavna pravica prebivalcev. Okoljska politika Šaleške doline je tudi ključna za nadaljnji razvoj doline, zato so naše aktivnosti osredotočene na preprečitev kakršnega koli sosežiga v elektrarni. Politiko izvršenih dejstev poznamo, nazadnje že izgradnje 6. bloka TEŠ. Neizpolnjene obljube so omajale zaupanje. Zato smo se danes zbrali in organizirali soočenje mnenj. Hvala v ekipi vsakemu od vas, ki je prispeval k temu, da lahko danes stojim na odru kot glas vas in kot glas vseh vas prebivalcev Šaleške doline. Sosežig prinaša koristi za TEŠ in HSE, mogoče tudi širše slovenski politiki, saj bi s tem lahko rešila veliko aktualnih problemov na področju odpadkov, hkrati pa jemlje možnost za trajnostni gospodarski, družbeni ter prostorski in okoljski razvoj Šaleške doline, saj se s tem, ko se rešujejo kratkoročni problemi, ne da bi se upoštevale dolgoročne posledice za okolje in prebivalce. Zato, ker radi živimo v Šaleški dolini in ker verjamemo, da se lahko po mnogih letih izkoriščanja in degradacije postopno v njej ustvari zdravo življenjsko okolje, smo na skupni pogovor povabili usmerjevalce energetske, okoljske, prostorske politike v Republiki Sloveniji, pobudnike sosežiga, TEŠ in HSE, predstavnike okoljevarstvenih organizacij, ki imajo bogate izkušnje in dosežke in bodo o negativnih vplivih sosežiga, o pravicah državljanov, da so obveščeni in vključeni v postopke ter o vplivu lokalnih oblasti v teh postopkih. Z nami so, zdaj bomo malo spremenili tista imena, ki smo prej imeli zapisana, ker je kar do nekaj sprememb prišlo. Najprej gospod Egon Jurač, pooblaščenec za okolje na Termoelektrarni Šoštanj, potem Mitja Tašter, direktor Termoelektrarne Šoštanj, potem imamo, moram povedati, 4 predstavnike Ministrstva za okolje, na odru je gospa Jana Miklavčič, sektorja za odpadke, potem pa so v dvorani še Matjaž Ferjančič, Matej Kovačič in pa Tone Kvasič. Potem pogledam, Urša Zgojnik, Ekologi brez meja, Uroš Macerl, Ekokrog, in Andreja Slameršek, vodja gibanja Rešimo Muro. Problematika, o kateri bomo govorili danes, je zelo široka, vendar se bomo probali osredotočiti na sosežig odpadkov in njegove vplive na gospodarstvo, okolje in prostor ter družbo. Še enkrat dobrodošli vsi gostje. Torej, mogoče gospod Tašter, blok 6 je bil zgrajen za kurjenje velenjskega lignita. Prav tako kot za blok 5 nikoli ni bil predviden za sosežig, ampak celo kot samo hladna rezerva slovenskemu energetskemu sistemu.
Glede na to, da sta premogovnik in termoelektrarna v energetski soodvisnosti in da sodita pod skupino HSE, je verjetno nekdo iz HSE najboljši sogovornik za prvo vprašanje. Zakaj torej želite dodajati predelane odpadke? Ali je velenjskega lignita premalo? Ali so bile napačne ocene oziroma ali se je spremenila strategija HSE glede delovanja bloka 5? Halo, ja, lep pozdrav vsem skupaj z moje strani. Mogoče na začetku med povabljen je bil tudi generalni direktor gospod Nikolič. Namesto njega je bil predviden tukaj, da se nam pridruži gospod Viktor Vračar. Rekli ste, da ne sme se nam prisesti, ampak tako da pač mogo jaz očitno v njegovem imenu to odgovarjati. Tako da, zakaj ta projekt? Termoelektrarna Šoštanj, blok 6, absolutno bil zgrajen z namenom kurjenja velenjskega lignita. Pri vseh teh elektrarnah vemo, da je možnost dodajanja alternativnih goriv. Glede na usmeritve Evropske komisije, glede na vse večje zahteve po zniževanju izpustov, tako vseh emisij kot tudi CO2, ki pa v tem, jaz pravim, ni v mojem prvem planu, v mojem prvem planu so emisije, je bila odločitev, v bistvu usmeritev naše Termoelektrarne Šoštanj, pa tudi usmeritev holdinga, da poskušamo poiskati alternative za prihodnost. Govorimo o prihodnih alternativah. Eden od energentov, ki ga je možno dogajati, je tudi SRF. Moramo razumeti, da ko govorimo o Termoelektrarni Šoštanj, govorimo izključno v enem vrstu goriva, ki bi ga dodajali do 6% masnega toka. Izključno v eni vrsti goriva, ki je točno definirano, predpisano, ima svoje karakteristike in s tem nikakor ne rešujemo slovenskega problema z odpadki, kajti to takšno gorivo, ki ga mi predvidevamo, da bi ga sosežigali v Termoelektrarni Šoštanj, ga z veseljem vzamejo kjerkoli, tistega problema, ki ga pa imamo odpadki, pa še vedno ne rešujemo. Najprej vprašanje, ali je velenjskega lignita premalo? Jaz verjamem, da velenjskega lignita ni premalo. Problem je samo v tem, da vemo, kakšne so težave z fosilnimi gorivi. Vemo, da smo pod vedno večjimi pritiski, predvsem v Evropi, glede odločitev zmanjševanja toplogrednih plinov. Vemo, da moramo do leta 2030 z vidika energetike zmanjšati izpuste za 30%, do leta 2040 za 50%, ter pa seveda do leta 2050, kjer mora biti iz proizvodnje električne energije nič izpustov toplogrednih plinov. Termoelektrarna Šoštanj, ko sem prevzel vodenje Termoelektrarne Šoštanj in ko se mi pridružil tudi gospod Vračar, smo intenzivno začeli delati na razvojnih projektih. Da lahko delaš na razvojnih projektih, je seveda potrebno narediti veliko raziskav, narediti veliko primerjav, pogledati veliko referenčnih objektov in v tem primeru ne delamo nič novega. Je preverjena praksa in predvsem danes, ko smo tukaj pogovarjali, prosim, da se pogovarjamo izključno v Termoelektrarni Šoštanj, da se ne primerjamo z cementarnami, ker je to popolnoma druga zgodba. Cementarne poznamo izredno dobro, vemo, kakšne so tam zgodbe, vemo, kakšni normativi tam veljajo. Pri nas gre popolnoma za drugačno zadevo, ki jo bomo tudi skozi vso dokumentacijo, pripravljalno dokumentacijo, presojo vpliv na okolje in pa seveda v sodelovanju z lokalno skupnostjo tudi argumentirali. V primeru, da temu tako ne bo, da se izkaže, da nimamo prav, da ne prehajamo v, jaz temu pravim, bolj zeleno energijo iz tega dela, govorimo samo o 6%, garantiram, da bomo projekt ustavili, ampak vse, kar je znanega do sedaj, vse raziskave, vse študije, ki smo naredili do danes, nam kaže drugače. Jaz sem tehnik, operiram s konkretnimi številkami, zato, ko bojo vse konkretne številke znane, se bojo dali tiste na papir, se bojo pogledale in se bojo delali kljuce, ali zelena ali rdeča. Do takrat je pa preurano, o čem bolj debatirati. Predvsem pa se ljudje ne morejo odločevati na principu nekih nekonkretnih dejstev in zato jih je treba najprej
soočiti. Zato pozdravljam danes seveda tole okroglo mizo, z veseljem sem se v prvem trenutku odzval, ko sem bil vabljen. Pozdravljam tudi goste, ki imajo veliko izkušenj, vemo predvsem na katerem področju, tako da jaz verjamem, da bo uspešni pri svojem delu, tako kot mi pri svojem, ampak na koncu morajo prevagati argumenti tehnike, argumenti stroke, meritev in pa seveda mi smo od samega začetka ta projekt predstavili javnosti, že lansko leto prvič na energetski konferenci v juniju v Velenju. Ampak niste bili v lokalnem okolju, lokalno prebivalstvo. Bi bilo seznanjeno, mogoče ste nagovarjali lokalne oblasti, ampak dajmo pol zdaj pogledati, kaj je SRF. SRF je trdno predelano gorivo, malo mi boste oprostili, ker bomo malo daljšo definicijo zdaj prebrali. Pridobiva se iz odpadkov, ki so predhodno sortirani in predelani, torej zmleti. Standard jih razvršča v 5 kategorij, glede na vsebnost klora, živega srebra in kalorične vrednosti, določa način teh snovi v predelanih odpadkih. Ne obstaja pa standard, ki bi povedal, ali je tak SRF primeren za sosežig ali ni, niti kako je z vsebnostjo kovin in drugih snovi v SRF-u. Torej, s kratico SRF se samo zavaja javnost, da je to nekaj, kar je sicer ok, dejansko pa z vidika primernosti za sosežig ne pomeni nič. SRF je še vedno predelana zmes sicer nenevarnih odpadkov, ki pa v primeru tehnične obdelave lahko povzroči škodljive v okolje. Gorivo je, kot ste tudi rekli, mogoče homogeno z vidika, ni pa z vidika eventualnih drugih primesi. Hkrati, poudarjam, se nikjer v Evropi, niti v slovenski uredbi o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi ne uporablja izraz SRF ali RDF ali omenja standard, ampak obratno, definirani so odpadki, ki se lahko predelajo v trdo gorivo. Če pa je to primerno ali ni primerno za sosežig, je pa odvisno od še vrste drugih stvari. Torej, če bi tako preprosto povedali, SRF si naročnik, torej v našem primeru TEŠ, lahko naroči glede na svojo obstoječo tehnologijo. Torej, ima SRF teoretično točno tako sestavo, kot jo naročnik želi, da jo kuri v svojem kotlu ali peči, ne pa izpustom. Torej, karikirano, skuhamo to, kar lahko, ne pa to, kar bi gosti želeli jesti. Se lahko strinjate se? Ne, a lahko pokomentiram. Bom predal Igorju besedo, da bo pokomentiral, kaj sploh SRF je, pa zakaj smo šli na strožje standarde, ki veljajo v Sloveniji. No, najprej lep dober večer, sem skupaj tudi v mojem imenu. Jaz mislim, da je zelo pomembno to, da v Sloveniji obstaja ena uredba o predelavi nenevarnih odpadkov, ne glede na to, kako kdo to misli. Ta uredba popolnoma jasno definira, kateri odpadki so sploh lahko predelajo v tako gorivo. In tisto uredbo vsak pogleda in bo pač videl, da znotraj ni nobenega takega odpadka, ki bi bil med njimi nevaren. To je prvo. Drugo, kar je, tu ne gre samo za uredbo, tu gre tudi za nek evropski standard, kot ste ga že omenili. In v tem evropskem standardu je jasno definirano SRF. Je tudi točno s temi črkami definiran ta SRF. Zato smo mi pač to uporabili. Nismo samo zato uporabili, ker se nam to dopada, ampak tudi zato, da lahko ljudje po internetu pogledajo, kaj je to. Ker če bojo napisali not v slovenščini, bojo težko kaj najdli. Če bojo pa napisali v SRF-ju, bojo pa marsikako informacijo najdli, mi hočemo, da jo vidijo. To je prvo. Jaz mislim, da ste točno to potrdili, da gre za vrste odpadkov, ne pa za izpuste, ki se povzročajo s sosežigom. Mi smo v prvi fazi, predno smo začeli o tem razmišljati, smo dali narediti študijo. To ni bilo kar tega. In tisto študijo smo mi dali narediti v Republiko Avstrijo. Mogoče ne veste, ampak pač bom zdaj to povedal. To je bil Inštitut za modernistiko v Leobnu, ki ima velike izkušnje na tem področju. Avstrijci so znani, da imajo praktično najbolj zaostreno okoljsko zakonodajo v Evropi. Nismo želeli samo po naši to pogledati. Želeli smo po eni taki, kot je res zaostrena. In Avstrijci so nam
to pregledali, so ugotovili, da je to primerno, da je tak SRF primeren tudi za kurjavo v termoelektrarni Šoštanj in da so mejne vrednosti take, kot jih bo določila pač ta novo okoljsko dovoljenje, ki bo sigurno nižje, kot so danes, a ne? Da so tiste mejne vrednosti v redu. So pa nam predlagali, kar se mi zdi pa zelo pomembno, a ne? So nam pa predlagali, da mi zaostrimo še mejne vrednosti v sami surovini. In to pa avstrijski zakonodaj. In to se je Teš odločil, da bo naredil, ne glede na slovensko zakonodajo. Mi bomo to naredili, mi bomo zaostrili mejne vrednosti, predvsem na področju težkih kovin, kot ste jih omenili, ki jih ko ni v naši uredbi, ampak to nas ne moti. Mi lahko tudi sami kaj zaostrimo. Ni to samo neka želja. Mi smo iz tega naslova obiskali tudi mnogo teh podjetij v Sloveniji, ki pridelujejo odpadke. In mi smo pri teh podjetjih povedali, kaj želimo. Mi smo jim povedali, mi ne želimo samo tisto, kar je Slovenija zahteva. Mi želimo tole, a lahko pripravite. Nekateri so bili takoj za, pa so rekli, ni problema, ne. Nekateri so ugotovili, da imajo mogoče nekoliko problemov, ampak se lahko prilagodijo. V 2 letih se lahko prilagodijo. Tako da jaz tu dejansko moram reči, da smo naredili vse, da bi bila zadeva res primerna in primerljiva z Avstrijo, ki pa je, bodimo vsi odkriti, a ne, po okoljski zakonodaji le strožja v tej Evropi, kot pa so drugi. Torej, gospod Tašer, vi pravite, da imate v termoelektrarni vse pogoje za dodajanje goriva iz odpadkov k lignitu, ne da bi dodatno obremenjevali okolje. S tem seveda, kot ste že večkrat povedali, mislite na tehnične in tehnološke pogoje. V kakšnem obsegu je torej ta sosežig mogoče? Ja, zdaj bom rekel, tako sem rekel na svoji projektni ekipi, pač sem vodja projekta in sem rekel vsem svojim strokovnjakom, ki jih je veliko, se pravi, za vsako področje je strokovnjak, ki odgovarja in mora jim znati argumentirati. Sem rekel, prepričajte mene. Si kot prvo mene prepričajte, da izboljšujemo trenutno sliko v termoelektrarni Šoštanj. To mi je bil prvo vodilo. In kaj potem pogledaš? Prvo pogledaš tehnologijo. Pogledaš, kaj je tehnološko možno dodajati, da dodatno ne obremenjuješ tehnologijo v samem procesu. Predvsem obremenjujoče lahko kotel. Ne? Tukaj smo ugotovili, smo se sami odločili, da se omejimo z določenim procentom. Glede na priporočila in izkušnje seveda montanistične univerze in pa seveda tudi primerljivih objektov v tujini. To je prvo vodilo, kot da, na primer, ugotovili smo, da je to tisti masni delež nekje 6% ali 10% energijske vrednosti. Vemo, da gorivo SRF ima višjo kalorično vrednost kot premog in že tukaj ti pove, da posledično iz tega je tudi manj emisij oziroma manj emitira v ozračje. To je prva zadeva. Druga zadeva se seveda treba vprašati, ali takšno gorivo, ki ga mi zahtevamo, lahko dobimo. Egon je lepo pojasnil, šli smo okrog z našimi zahtevami, ne glede, prvo nas je zanimala tehnologija, nič drugega. Ali lahko dobimo takšno surovino, ki jo mi zahtevamo, da ne bomo dodatno obremenjevali naše tehnologije. Vemo, blok 6, tudi blok 5, predvsem blok 6, vrhunski objekt, z najboljšo, lahko trdimo z najboljšo tehnologijo, z najnižjimi mejnimi vrednosti emisij za premogovne enote, pod evropskimi normativi. Naš OVD je še bil bolj strog, glede, kar se tiče bloka 6, verjetno to poznate. Vem, da vse moji sodelavci vsi to dobro poznajo, ko vsak dan tam delajo. Se pravi, drugo je to, preveriš tehnologijo, potem pa treba pogledati, kaj pa to pomeni za emisije, za vplive na okolje, kajti danes vemo, da te so tudi vsa vlaganja v to infrastrukturo so danes najdražja, ekologija je najdražja in prav je tako. In tudi tukaj smo poiskali odgovore z dodajanjem SRF-a, kaj znižujemo. Vendar je treba poudariti, v tem trenutku, dokler niso zaključene vse študije, dokler ni zaključena presoja vplivov na okolje, okoljsko poročilo in te stvari, konkretno nihče ne more dati številke na mizo. Vse, kar mi do danes vemo in s katerimi informacijami razpolagamo, nakazujejo na to, da bodo vrednosti, ki jih imamo sedaj, še zmanjšane. Če temu ne bo tako, sem že prej povedal odgovor.
ko govorite o SRF-ja, ki je kar 2-krat večja od kurilne vrednosti lignita, nikoli ne omenjate drugih stvari, ne govorite o vsebnosti klora, o vsebnosti živega srebra, o vsebnosti težkih kovin. Kateri so torej danes tisti proizvajalci SRF-ja v Sloveniji, ki vam lahko zagotavljajo stabilno kakovost predelanega trdega goriva? V imenih ne bom, ker ne želim razkrivati proizvajalcev, ker ne vem, če to lahko. Bom pa povedal, da jih je v Sloveniji lahko. Jih je pa vsaj pet, lahko rečem, da jih danes sposobni zagotoviti takšno gorivo. Na vprašanje, ali slovenski proizvajalci lahko zagotovijo dovolj, niste deklarativno odgovorili, da lahko, ampak morda dopuščate možnost, da bi te predelane odpadke tudi uvažali? Ne. Sem odgovoril. Ja, zdaj ste odgovorili, na vaši spletni strani niste odgovorili, da gre samo za slovenske odpadke oziroma v Sloveniji predelane odpadke. Povedal bom, da v Sloveniji imamo tega več kot preveč, dovolj. Vsi proizvajalci še tega niso sposobni zagotoviti, z naložbami v njihovo infrastrukturo bodo to sposobni, določeni so pa že danes. Vendar smo podpisali sporazum o zaupnosti, tako da ne smemo tega trenutno razkrivati. Dobro, pa poglejmo na Ministrstvo za okolje in prostor. Povedali, kdo pač predstavnik, ki bo odgovoril. Na vse zadnje gre pri izgorevanju odpadkov za izpuste, ki daleč presegajo območje Termoelektrarne Šoštanj, če ne celo meji Slovenije. Ali lahko ministrstvo za tak način predelave odpadkov da zeleno luč, kot da je na tem dokončno odstranjen odpadek, in ali lahko kar sprejme termoelektrarne, da je SRF zadosten pogoj, da se lahko sosežiga v TEŠ? Ja, lepo pozdravljeni. Kar se tiče SRF-a in trdnega goriva, to je še vedno seveda odpadek, je narejen iz odpadka, iz nenevarnih odpadkov, in za predelavo, mislim, da se tukaj pogovarjamo o predelavi, ne odstranjevanju, zaradi soproizvodnje električne in toplotne energije, kakor mi je poznano. To se pravi, to predelava odpadkov. Ta sosežig je predelava odpadkov. In nekdo, ki hoče predelovati, ali pa če hočete slišati tudi odstranjevati, to se pravi ravna z odpadki, mora imeti okoljevarstveno dovoljenje. Do okoljevarstvenega dovoljenja pa se seveda pride preko preverb, vloge, odvisnosti od velikosti, tudi poročila vplivov na okolje, ostale preverbe, predpisani so monitoringi. Kar se pa tiče izdelave SRF-a, je pa to tudi predelava nenevarnih odpadkov trdno gorivo in je tudi potrebno okoljevarstveno dovoljenje, ki se ga dobi pod posebnimi pogoji. Lahko začnemo od prostorskega načrtovanja gor, vse do seveda posod je lahko sodelovanje javnosti in pa do pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. Tako da predpise imamo, a ne, ker to ne more dati nek zavezanec, to TEŠ ali pa kakšen drug zavezanec v Sloveniji, recimo vlogo za okoljevarstveno dovoljenje, neki not napisan, ARSO pa potrdi. Se imamo vendar predpise, a ne, imamo predpise za odpadke, imamo predpise predelav, imamo za trdno gorivo, imamo predpis za sosežig in tako naprej. In tudi za odpadne vode in ostala ravnanja, recimo zrak, kruh, vse, a ne. Ja, seveda se od Ministrstva za okolje ne pričakujemo, da bi delali neskladno zakonodajo, ampak mi sprašujemo, če ste pripravljeni narediti kaj več. Skladno zakonodajo je namreč tudi zagotavljanje zdravega življenjskega okolja, vendar recimo na primeru Anhova ne vidimo, da bi bilo temu tako. Torej, dejstvo, da tudi blok 6 obratuje več, da blok 5 obratuje pravzaprav več, oziroma da domešča, blok 6 že tudi to dokazuje, ne? Da nam ne gre samo, da nam gre mogoče samo za zadovoljevanje zakonodaje, ne pa, da bi naredili tudi nekaj več dejansko za zdravo okolje. Zdaj, jaz lahko povem iz področja ravnanja z odpadki, kakšno je pravilno ravnanje, od sprejema, skladiščenja, predelave in ostalega. Je pa res, smo ekipa, ki smo hoteli vsi štirje tukaj gor sedeti, pa ni šlo. Tako da pač, če je kaj za emisijski del, za pojasniti obstoječe zakonodaje,
Če vas to zanima, bi jaz predala kolegu, tako smo dogovorjeni, 4 smo prišli, vsak pokriva svoje področje in bi radi pač kot sogovorniki vam to predstavili. Samo kako bomo to... Ne, mikrofon. Zdaj me pa